Dober dan, to je N1 studio. Danes mineva natanko leto dni od najhujše industrijske nesreče v zgodovini Slovenije, ko je v središču Kočevja odjeknila silovita eksplozija v kemični tovarni Melamin. Umrlo je 7 ljudi, po grobih ocenah je nastalo za 37 milijonov evrov škode. Zaradi sumov kaznivih dejanj ogrožanja varnosti pri delu in povzročitve splošne nevarnosti je policija zoper 4 fizične in eno pravno osebo vložilo kazensko ovadbo. Med ovadenimi je tudi direktor podjetja. Kaj vse se je zgodilo od takrat? Kakšne so ugotovitve o razlogih za nesrečo? Kako je ukrepala država? Kako občina bo najnevarnejši del proizvodnje preseljen iz mesta ali ne? V studiu je z nami župan občine Kočevje, Vladimir Prebilič. Dober dan, dobrodošli. Prek povezave pa je z nami tudi Tanja Boltes, direktorata za okolje na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Kakršnokoli obliko gostovanja v oddaji smo večkrat ponudili tudi direktorju Melamina Srečku Štefaniču, a se za to ni odločil, ker da ima neodložljive obveznosti. Začniva pa midva, gospod župan. Spomnim se prizorov, ko smo bili pred enim letom v Kočevju. V mestu je bilo praktično izredno stanje, ljudje prestrašeni, ulice prazne, ko smo se vozili po njih. Najbolj jih je skrbelo, ali se bo še kaj vnelo, ali bo še kaj počilo. To se potem k sreči ni zgodilo. Kako se vi spominjate tistega dne? Takrat je k vam prišel tudi oče preminulega delavca in seveda, kaj ljudi najbolj skrbi danes? No, sama nesreča je globoko vtisnjena na naš spomin in jo bo zelo težko izbrisati oziroma na njo pozabiti. Mislim, da je to skoraj nemogoče. Zdaj, kar se tiče tistih trenutkov in časov, ki so bili za nas prelomni, jaz bi v tem primeru najprej zahvalil gasilcem, ki so opravili izjemno delo. Pravilno ste ugotovili, če bi ne bili tako uspešni, če bi ne poznali in bili usposobljeni tako, kot so, bi se lahko zgodilo še kaj bolj tragičnega. Hvala Bogu se to ni zgodilo in hkrati ne izkoristim to priložnost, da še enkrat izrečem najiskrenejše sožalje vsem, ki so izgubili ljudi oziroma svoje najbližje v tej nesreči. Zdaj, kar se tiče same občine Kočevje, seveda mi nekako iščemo način, kako zdaj naprej. Ni enostavno, namreč, ko se zgodi taka katastrofa, se pravzaprav podre razmerje, torej zaupanje med na eni strani podjetjem in vsemi nami, ki v Kočevju živimo. Jaz sem vedno znova svetoval vodstvu podjetja. Podjetje je pač delniška družba, v kateri mi nismo udeleženi kot lokalna skupnost ali jaz osebno. Sem pa svetoval čim bolj iskreno komuniciranje, čim bolj transparentno delovanje in pa iskanje dialoga z ljudmi. A se je to zgodilo po vašem? Na začetku ne, najbolj optimalno, to moram iskreno povedati. Ampak zdaj imamo neke kanale, preko katerih sodelujemo. Ravno naslednji teden se sestanemo tudi, sam bom temu asistiral z civilnimi iniciativami, ker je predvsem teče beseda o lokaciji. Verjetno bomo o tem še kaj rekli v nadaljevanju. Ampak vendar, skratka, zdaj se počasi to premika. Jaz mislim, da naš najpomembnejši cilj mora biti v dveh smerih. Prvič, da ta del, torej del, ki je bil kriv, če lahko tako rečem, za eksplozijo, več ne obratuje v mestu. To je epiklorsko-hidrinska linija, ne obstaja na tej lokaciji več, kar pomeni, da je možnost nesreče neobstoječa, to je eno. In drugič, če želi to podjetje še kdaj to linijo tudi imeti, potem nujno se moramo pogovarjati izključno in samo o neki nadomestni lokaciji, ki ne bo blizu našega urbanega dela. Zdaj, od direktorja smo dobili zgolj pisne odgovore, da so uvedli številne ukrepe, poostrili so varnostne protokole, proizvodnje z nevarnim epiklorhidrinom, kot ste rekli, na trenutni lokaciji ne nameravajo sploh več zagnati. Do zdaj so svojcem umrlih izplačali tudi za okoli 300 tisoč evrov odškodnin. Ste vi zadovoljni z, nekaj ste že povedali, pa vendarle s potezami podjetja v tem letu od nesreče? No, jaz mislim, da transparentnosti ni nikoli dovolj. Torej, jaz mislim, da bi se dalo še več storiti, predvsem v smislu komuniciranja, kar sem prej povedal. Namreč gre za neko mero nezaupanja, kar je naravno po take nesreči. In tudi, ko so se izvajale nekatere rekonstrukcije na samem mestu, torej na lokaciji zdaj obstoječega podjetja, bi nemara lahko bilo storjeno več v tem smislu, da se pojasni ljudem, ker ljudje se seveda potem bojijo, koliko vseh informacij nimajo. Strah je pa tisti, ki potem to spodbuja. Tako da tukaj smo naredili, po mojem, nek korak zdaj boljši, je bolj transparenten, kot je bil na začetku, ampak to razumem tudi zaradi tega, ker podjetje je bilo podvrženo hkrati večjim izzivom. Eno je preživetne narave, eno je rekonstruiranje in seveda eno je bilo tudi potem obravnavanje postopka, ki teče še vedno na tej lokaciji v smislu, kdo je odgovoren za to, kar se je zgodilo. In gremo kar k temu, gospa Bolte. Ministrstvo za okolje je ustanovilo posebno delovno skupino, ki je pripravila poročilo o nesreči in o izpustu nevarnih snovi v okolje. Katere so tiste ključne ugotovitve tega poročila?
Ja, najprej lepo zdrav v mojem imenu, lepo zdrav tudi v studio. Res je, da je minister imenoval to delovno skupino, v kateri pomembno je, da povemo, da so sodelovali organi, katerih pristojnosti se vsebinsko povezujejo z nevarnimi snovmi, strokovni organi, potem vodne intervencije v nesreči, da smo res dobili vse inšpekcijske službe, da smo želeli dobiti vse, bom rekla, odgovore na vsa vprašanja. Mogoče sam še predhodno bi rada povedala, da melamin z vidika okoljske zakonodaje izpolnjuje pogoje za razvrstitev med obrate večjega tveganja, seveda, in mora zato v skladu s tem tudi pridobiti dovoljenje, ki ga je imel v času nesreče, vendar pa dovoljenje kot samo ne more rešiti vseh problemov. Podjetje se mora kot melamin, kot vsa ostala, ves čas dopolnjevati, izobraževati, dajati temu, ki je odgovoren za okoljske zadeve v podjetju, da je ves čas prisoten, da se ves čas, bom rekla, in dokumentacija se skupaj spreminja in tukaj se mi zdi, da podjetja morajo se tega zavedati, kajti to je veliko tveganje in dovoljenje vsega ne more rešiti, list papirja, če lahko rečem, v tem primeru. Tako da res smo to skupina je bila imenovana, poročilo je bilo na spletni strani ministrstva tudi objavljeno, tako da imajo vsi možnost ga pogledati. Mogoče še to povem, da bo poročilo 18. maja predstavljeno vsem upravljavcem tveganja v Sloveniji, trenutno jih je 60, kajti glede na to nesrečo v melaminu, želimo tudi vse ostale upravljavce, bom rekla, še enkrat pozvati k nekemu razmisleku in povedati, katere so ključne stvari in ugotovitve bile z tega primera, da seveda lahko tudi drugje naredimo boljše zadeve in smo bolj sigurni v zadeve, ki jih izvajajo. Mogoče glede priporočil, bom rekla, v poročilu ne gre za predloge priporočil, temveč za priporočila. Rada bi poudarila mogoče, da manjši del priporočil zadeva melamin, večja priporočila pa so namenjena vsem obratom tveganja za okolje, zato tudi ta dogodek 18. maja. Predvsem pa je to, da podjetja, da jim priporočila, da jim pozivamo s priporočili, da v svojem podjetju preverijo, ali pri njih res deluje vse v skladu z priporočili, z standardi in z zakonodajo. Tako da mogoče vsebinska priporočila, ne vem, jih tukaj predstavimo, predvsem mogoče zelo ključne. Varnostna kultura v podjetjih, sprememba proizvodnih postopkov, uporaba metod za ocenjevanje nesreč in tako naprej, tako da vloga zunanjih projektantov. Tukaj smo šli res čez vse ključne aspekte, bom rekla, ki so ključni pri takšnih objektih. Ključno pa je, da mogoče povemo to, da melamin bo mogel seveda v skladu s poročilom delovne skupine oddati vlogo za spremembo dovoljenja do 29. 6. letošnjega leta. Vloga bo seveda tudi v javni razgrnitvi in se bo javnost lahko odzvala z komentarji, predlogi ali s čimerkoli. Tako da to mogoče lahko že povemo in to je tudi v zaključku poročila jasno napisano. Zdaj, septembra smo na N1 v rubriki Poglobljeno poskrbeli za odmevna razkritja. Naš novinar Staš Zgonik se je pogovarjal z zaposlenimi in svojci umrlih, da je podjetje obljubilo strožje varnostne ukrepe, kot so bili v praksi, da je na pretekališču, kjer je prišlo do eksplozije, vladal Teksas, da so na to nadrejene tudi opozarjali. Sindikalist Nikola Sandič je dejal, da je za nesrečo kriv pomanjkljiv varnostni protokol, pa tudi ignoranca in napuh vodilnih, ki niso želeli sprejeti pozivov k dodatnim varnostnim ukrepom. Ali poročilo to potrjuje? Seveda v enem delu tudi, tako kot sem rekla, smo res z vsemi strokovnimi službami šli čez celotne postopke in tako kot sem povedala, da se podjetja, govorimo danes o melaminu, ampak takih podjetij je 60, se pravi, lahko rečemo 60 potencialnih možnosti tovrstnih dogodkov, če zelo črno pogledamo na stvar, da se podjetja res zavedajo, da to ni samo enkratni dogodek v času pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja, da res vse zadeve oddajo tako, kot morajo, zato da en upravni organ da dovoljenje, ampak ves čas morajo budno spremljati, nadzorovati, se izobraževati in tako naprej. In to zavedanje očitno, kot država nismo uspeli, ne vem, kako narečem, upravljavce dovolj dobro izobraziti, tako da ravno to je namenjeno. To izobraževanje verjetno ni zadnje. To je seveda jasno iz tega ven tudi bilo, ja.
Zdaj, podjetje smo seveda povprašali, kako komentirajo to poročilo. Pisno so nam odgovorili, zdaj bom citiral to, da je Melamin v delovni skupini tvorno sodeloval in dajal na razpolago vse razpoložljive podatke ter informacije. Poročilo korektno povzema znana dejstva in okoliščine povezane z nesrečo ter ne ugotavlja kakršnihkoli kršitev zakonodaje ali predpisov. Konec citata. Zdaj, to je morda malo zanimivo, glede na to, da je policija vložila proti 4 fizičnim osebam in eni pravni, ki je po neuradnih informacijah seveda Melamin kazensko ovadbo. Gospod Prebilič, kako to poročilo, te izsledke komentirate vi? Jasno je, da je prišlo do zamenjave 2 snovi. Ena je epiklorhidrin, druga je deta s kratico in ti 2 sestavini, ko sta reagirali, je prišlo do eksotermične reakcije. V zrak je izpuhtelo 440 ton nevarnih snovi. Kaj pričakujete zdaj vi po objavi tega poročila in kako ga komentirate? No, jaz bi si želel, to večkrat poudarjam, jaz bi si želel, da čim prej pridemo do točke, ko bomo vedeli, kdo je odgovoren za nesrečo, ki se je zgodila. To namreč bo v marsičem razbremenilo tudi odnos Melamin civilna družba v lokalnem prostoru. Namreč dokler tega odgovora nimamo, seveda so špekulacije, so predvidevanja in če ni jasno, kaj se je pravzaprav zgodilo, vedno mislimo na vse najslabše, kar je pač normalno človeško razmišljanje in s tem nič narobe. Torej, jaz bi si res želel, da bi tisti, ki so za to poklicani, sam težko, ker ne poznam vseh podatkov, tudi nisem kemik po stroki, ampak to, kar ste povedali, seveda drži. Nesreča se je zgodila zaradi mešanja 2 snovi, ki se nikoli nikako ne bi smeli zmešati. Zakaj sta se in kdo je za to odgovoren? Upam, da bodo organi to čim prej sprocesirali. Jaz obžalujem, da toliko časa to traja, zato ker ves ta čas, ko to traja, nekako visi nad nami ta negotovost, kaj je bilo pravzaprav krivo, in hitreje, ko bomo to vedeli, bomo zaprli eno poglavje in morda lažje začeli sobivati in živeti skupaj, kar je verjetno na koncu vseh koncev edina možna varianta. Ja. Gospa Bolte, zdaj samo podjetje glede teh priporočil iz tega poročila delovne skupine pravi, da se še ni odzvalo, da se še bo, da pripravljajo svoj odziv. Kaj pa ukrepi, ki jih je podjetje že uvedlo do zdaj, so zadovoljivi? Mi nismo zdaj spremljali vse ukrepe, ki so zdaj izvedli. Vsekakor, tako kot sem rekla, mora pridobiti novo okoljevarstveno dovoljenje do konca junija letošnjega leta in tam bo seveda kot organ, ki pač izdamo na koncu dovoljenje, bomo seveda vse te ukrepe še enkrat preverili. Rada bi samo še enkrat to opozorila, da je treba res, tako kot smo v priporočilih jasno opozorili, da je treba predpise izvajati strokovno in s resnostjo. In pač ni samo to, da zadovoljiš ti upravni organ v času pridobivanja dovoljenja, ampak tega se moraš kot upravljalec zavedati, kakšna je resnost tvojega delovanja, tvojega podjetja. Tako da to očitno je mogoče, kot sem rekla že prej, je bilo premalo resno vzeto. Ne samo v primeru Melamina, verjetno tudi kje drugje, kjer ugotavljamo, ko upravni organi izda dovoljenje, ko dovoljenje dobijo, se potem kakšne zgodbe malce pozabijo. Tako da seveda so inšpekcijske službe, ki jih resno nadzorujejo, ampak kljub vsemu mislim, da je pač to zelo pomembno, da se upravljalci zavedajo te možnosti, te nesreče, mislim, vsekakor, in da pač so resnostjo pristopijo k realizaciji vseh stvari. Se pa že pojavljajo, gospa Bolte, pozivi k zaostritvi zakonodaje. Tudi naši sogovorniki, ki pa niso želeli biti imenovani, so nas opozorili, da mora država spremeniti zakonodajo na področju podeljevanja teh dovoljenj, ki jih omenjate za obratovanje tovarn, ki uporabljajo nevarne surovine. Boste to naredili? Je to v načrtu? Če da, kakšna bo ta zaostritev? Lahko rečem, da smo se takoj po nesreči, da smo spremenili uredbo o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic, da smo izvedli res analizo teh izpustov nevarnih snovi in vseh zadev, kar se je tam dogajalo, in da smo pač določene stvari v zakonodaji že spremenili. Govorim v uredbi o preprečevanju večjih nesreč, sedaj pa pač pripravljamo tudi spremembo zakonodaje, Zakon o varstvu okolja, kjer po potrebi bo vsekakor seveda možnost tudi tam zaostriti zakonodajo. Predvsem, rada bi še to povedala, da to je prostorska zgodba. Ko imamo neko podjetje, lahko bilo v preteklosti, bom rekla, samo nekje postavljeno v nekem prostoru, potem se pa vse skupaj ali mi kot ljudje za svojimi pač približujemo nekako tem podjetjem.
kakršnokoli, pustimo zdaj melamin ali pa kar drugega, ne? Ker posod imamo težave, da imamo težave s hrupom, z izpusti in z vsemi, ne? In pač to je prostorsko načrtovanje posameznih občin, pa ne želim zdaj v konkretnem primeru govoriti, je pač tudi to povzročilo, da nimamo nekih industrijskih con, kjer bi bilo stran odmaknjeno od tovrstnih hiš, od tovrstnih objektov. Tako da tudi to je težava prostorskega načrtovanja, bom rekla, no, saj jaz kritično gledam na te stvari, tako da to ni samo problem melamina, ampak tudi kje drugje. In potem dejansko tovrstno industrijo nimaš kam umestiti, ona se ne more nikamor širiti in pač težave imamo z ljudmi, ki živijo v bližini, ker pač želijo imeti seveda mir, nič hrupa, nič neprijetnih vonjav, kaj pa še kakršnokoli takšna nesreča, ki se to zgodila. Tako da mislim, da tukaj kot država, ne vem, če imamo še kakšne možnosti, ampak skupaj z prostorsko zakonodajo, ki je seveda na drugem ministrstvu, ampak ne glede na to, bi morali narediti tukaj tudi korak naprej. Vse naše zakonodaja okoljska ne bo rešila, to je dejstvo. Ja, ampak v konkretnem primeru melamina, gospod Prebilič, je bilo v bistvu tovarna tam še preden je bilo v bistvu, so bili potem stanovalci, ne, v tisti neposredni bližini. Kaj pa vi menite, bi bilo treba zaostriti zakonodajo, to, kar sem spraševal gospod Bolte? No, jaz mislim, da najprej bi bilo treba poskrbeti, da obstoječo zakonodajo izvajamo maksimalno resno in smo pri tem nepopustljivi. Namreč nesreče, ki so se dogajale, dajo slutiti, da morda ni toliko problem v zakonodaji, kako v nadzoru. Tako da najprej bi bilo treba to domačo nalogo opraviti, ampak kot rečeno, to bo verjetno povedal do drug. Druga stvar, kar se tiče zaostritev, jaz mislim, da je prav, da se razmišlja o zaostritvi. In tretjič, kar se tiče pa prostora, res je, melamin je bil že ves čas tukaj, ne, se pravi, govoriva že v recimo 50 letih prejšnjega stoletja, potem se je mesto počasi širilo, ampak tukaj se morda ne bi čisti strinjal z gospodom Bolte, seveda logično je, da se bodo mesta razvijala, da bodo rasla in jaz mislim, da je prav, da rastejo in se razvijajo. Prav pa je tudi, da potem skupnimi močmi iščemo načine in metode, kako bi našli nove lokacije za podjetje. Pri nas smo zdaj v tem času že pridobili nove zemljišča, nove industrijske cone, tako da mi se bomo mogli enkrat temeljito pogovoriti o državi, pomagati tudi podjetjem, da bodo lažje prišla potem do teh novih zemljišč in da bodo bila spodbojena k temu, da bodo razmišljala o relokaciji. Ker sicer smo ujeti v neko situacijo, kjer noben ne bo zadovoljen in nas bo vse zelo bolela glava. Ja, to je bilo v bistvu napovedano strani direktorja Štefaniča, da bo nadomestna lokacija znana dokaj hitro, po enem mesecu, pa je še vedno ni. Zakaj ne? Kje se v bistvu zapleta? Stvar ni tako preprosta. Najprej seveda je to, da je potrebno lokacijo najti v prostoru in pred tem, preden jo najdemo, moramo preverjati ogromno recimo temu pogoju, pod katerimi bi lahko ta cona začela obratovati. Govorimo o naravnih vrednotah, o zaščiti narave, govorimo o kmetijskih površinah, ki so zaščitene in tako naprej. In ko vse to damo na kup in vidimo, kaj ostane, potem je ta segment razpoložljivih zemljišč sorazmerno majhen. To je prvi problem. Na Kočevskem je tukaj še Natura, 90% vse površine v naši občini pokrita z Natura, tudi da smo tudi v tem kontekstu kar omejeni. To je en del zgodbe. Drugi del zgodbe so pa seveda ljudje in prebivalci. Jaz moram povedati, da smo mi prišli z neko idejo, občina je dolžna, da pripravi prostorska izhodišča, ker je tista, ki pripravlja občinski prostorski načrt in za njega tudi odgovarja. Torej, mi smo pripravili nekatera izhodišča, kar je vznemirilo ljudi, pa dvoje. Prvič, mi smo izhajali iz dejstva, da nova lokacija se umakne na sam rob mesta oziroma da je najbližja hiša od nove cone vsaj 800 metrov oddaljena od nove lokacije, pri čemer smo ugotovili, da to očitno ne bo dovolj. Namreč potem, ko so ljudje bili tem seznanjeni, tega niso posvojili oziroma sprejeli. In drugič, kar se je zataknilo, je, da je podjetje predlagalo na tej novi coni določene širitve kapacitet. Tudi to je bil problem za ljudi in jih tudi razumem. Tako da potem, ko smo to soočili in ugotovili, kaj je izziv, smo zdaj pristopili k iskanju nove lokacije. Sam sem pa tudi prosil podjetje, da ponovno revidira načrte o potencialni novi lokaciji, predvsem o kapacitetah, da so te kapacitete vrnejo v gabarite tistih kapacitet, ki smo jih na Kočevskem že imeli in da jih ne povečujemo. Ja, v bistvu so nam iz podjetja sporočili, da so zdaj naročili izdelavo dodatka k tej preliminarni študiji in da bodo v bistvu poleg predvidenega kriterija oddaljenosti 700 metrov upoštevali še dodatna kriterija oddaljenosti 1500 metrov in 3000 metrov od naselja. Ampak bomo zdaj barantali s temi razdaljami, koliko, katera je zdaj ta razdalja, ki je sprejemljiva za lokalno
lokalno skupnost, za prebivalce. Tako je. Zakon sam je tisti, ki ne veleva, da mora biti vsaj 800 metrov. Ampak, veste, ljudje na koncu imajo vedno prav. To moramo upoštevati, torej ljudje, ki tam živijo, jih moramo slišati in zato se tudi prav, da se je podjetje v tem kontekstu premislilo in je poiskalo umestni pas, buffer cono, če želite, širšo, večjo, ki bi bila verjetno lažje sprejemljiva tudi za ljudi. Ampak nekaj moram povedati, ker tu se tudi dostakrat špekulira, mi ne bomo storili nobenega koraka v smeri, ki bi bilo škoda povzročena ljudem, kvaliteti njihovega bivanja in predvsem njihovega zdravja. Ampak jasno pa je, da ostaja tovarna v mestu samo ta nevarni del proizvodnje, kemični del proizvodnje bi preselili v butveni del in to... No, jaz imam ambicije, da bi bilo še kaj več. Moram iskreno povedati, jaz sem tudi že direktorju povedal, da verjetno skozi perspektivo, ne zdaj leta 2, ampak recimo let 10, 15, 20, pa verjetno velja razmišljati o tem, da bi podjetje morda konvertiralo ta zemljišče v nekaj drugega in počasi, postopoma, fazo za fazo, le zapustilo naše mesto. Ne zaradi tega, ker je bila ta nesreča, ampak zaradi tega, ker industrija preprosto v sam urban del mesta preprosto ne sodi. Najti moramo pa način in pač pot, kako bomo to izpeljali. Ok, razumem, da se zavzemate, da bi v celoti podjetje v bistvu šlo ven. Ampak seveda ne danes, ampak v nekih fazah. Dobro, gospa Bolte, ali na ministrstvu morda razmišljate tudi o kakšni prepovedi tovrstnih obratov v mestnih središčih ali njihovi bližini, oziroma bi vsaj zaostrili pogoje, ne? Spomnimo se Kemisa, Hameksa na Vrhniki, recimo zadnja dva taka odmevna primera, tudi poleg melamina. Če lahko mogoče sam repliko dam na prejšnji odgovor, oziroma ne repliko, ampak da se vključim. Jaz se strinjam z gospodom Prebiličem, da je pač potrebno najti novo lokacijo za podjetje, predvsem, da bo preselitev nekako na novo odmaknjeno lokacijo, kjer bo dala tudi mogoče prid v razvoju podjetja, da bojo občani to sprejeli, seveda je treba to z lokalno skupnostjo uskladiti. Po taki nesreči verjamem, da je to še veliko težje, kot če bi pač iskali lokacijo za nekaj čisto popolnoma drugega, ker pač se zavedajo ljudje nevarnosti. Tako da tale odmik in tako nekaj je priporočena, najmanjši odmik, je pač vprašanje, kako se bodo v občini lahko dogovorili skupaj seveda z upravljavcem. Trenutno ne razmišljamo o tem, da bi pač karkoli prepovedali, je pa mogoče to resnično, bom rekla, kaj naj rečem, moramo na tej točki se pogovarjati o tej stvari. Govorimo nekaj o objektih večjega tveganja, ampak kot sem rekla že prej, so tudi drugi objekti, drugi upravljavci, druga industrija, če hočete, ki so locirani v samo središče mesta, nekako terjajo tudi tam v bistvu neke pogovore, kaj narediti z njimi. Ne vem, ali so to kompostarne ali karkoli, ker se pač imamo težave, ker prebivalce moti to vrstna dejavnost nekje blizu njihovih stanovanjskih hiš, objektov. Tako da to je mogoče nasplošno potrebna ena diskusija, ampak seveda skupaj z prostorskim razvojem občin in pa z prostorsko zakonodajo, ki tudi ona da neke omejitve. Nekaj seveda okoljska zakonodaja, kjer že so, kje objekti morajo biti oziroma koliko stran od stanovanjskih hiš, ampak očitno, da to pač ponekod ni dovolj. Tako da to je mogoče možnost za nadaljne razgovore, ampak kot je gospod župan rekel, se strinjam, da v Sloveniji je potrebno najprej implementirati, oziroma implementacijo že obstoječe zakonodaje, ker vsi pravijo in se tudi strinjamo, da zakonodaja ni slaba, ampak da včasih šepamo malce v implementaciji. In stalno spreminjati zakonodaje, neke zahteve je tudi, bom rekla, tako za ministrstvo samo, kot tudi za upravljavce, če hočemo reči, tudi za njih pač neka dodatna nemotivacija, tako da jaz mislim, da je treba res skupaj z vsemi službami zakonodajo izvajati do konca in pogotovimo, da nekaj ni okej, jo potem spreminjati. Ja, ker dejstvo je, in to izhaja tudi v bistvu iz poročila, da bi morala družba preveriti, kakšna surovina je notri v cisterni, preden so jo priklopili na tisti rezervoar, in ker tega nihče ni preveril, šele kasneje v bistvu, ampak je bilo že prepozno, potem je vse skupaj že razneslo. Žal, še en citat direktorja Štefaniča imamo za konec. Takole gre: podatki o številu zaposlenih leto dni po nesreči pričajo o tem, da ti niso čutili odpora do podjetja, temveč da želijo podjetje ohraniti v tem okolju in ga naprej razvijati. Veseli nas, da smo uspeli kljub zmanjšanju proizvodnje zvišati plače, obenem pa poskrbeti, da zaposleni prejmejo ustrezno strokovno pomoč za prebroditev težkega obdobja. Z vedenjem, ki ga imamo danes, bi zagotovo kakšno stvar naredili tudi drugače.
Konec citata. Kaj smo se torej naučili iz te zgodbe? Kaj bo treba narediti drugače, gospod Prebelič? No, pri upravljanju podjetja seveda prepuščam to poslovodstvo. Jaz resnično upam in želim si za dobrovoljo vseh, ki živimo v našem prostoru, da so se tudi tisti, ki so za to odgovorni, veliko naučili. Ampak vendar ponavljam, pogovarjamo se o tem, ali industrija sodi v urbana dela mesta. Jaz mislim, da ne, da smo to že nekako prešli. Govorimo o postindustrijski dobi življenja naše družbe in seveda tukaj moram sem pozvati to, da pri načrtovanju v prostoru rabimo tudi državo. Namreč država je tista, ki na koncu na OPN seveda daje soglasja. In te se bomo morali resnično usesti dol in se pogovoriti, kako to izpeljati, pod A, pod B. Jaz mislim, da dejansko je podjetje vzelo lekcijo, če lahko tako rečem, da se trudijo po najboljših močeh, da bi bile stvari drugačne. Težko bo še enkrat, ker se zavedamo in iz tega ne skrivam, da nezaupanje še vedno obstaja in da bo treba trdo delati za to, da bomo boljše lahko sobivali. In seveda se mi zdi tudi to pomembno, da, in to vedno ponavljam vsem, podjetja morajo do delavcev resnično, kaj če temu reči, biti čim bolj prijazna, ker na koncu vseh koncev so v rokah, njihovih rokah so pomembni instrumenti, tudi v tem primeru, tako da naj jih res izobražujejo, naj jih podpirajo, naj jih tudi dobro plačajo, da je potem seveda možnost, seveda človeški faktor vedno obstaja, ampak vendar možnost za nesrečo je potem po mojem manjša, če so prej pogoji izpolnjeni in če dejansko ljudje radi hodijo v službo in se tam tudi zelo dobro počutijo. Gospa Bolte, slišali ste, občine pri prostorskem načrtovanju potrebujejo tudi državo, pravi župan. Kaj pravite na to? Ja, se strinjam. Sem že tudi povedala v prejšnjem enem vprašanju, da se strinjam, da je potrebno skupaj z prostorskim načrtovanjem in pa z državo seveda se o tem pogovoriti in poiskati skupne rešitve in neke vrste pravila igre, bom rekla, v tem prostoru, ki je omejen. Verjamem, da imajo tudi občine določene omejitve, kot so natura in pa druge stvari, kjer so v občinah, tako da verjamem, da mora država tukaj biti za suport in za občini, mislim občini. Mogoče bi pa sam še za zaključek, če lahko rekla, da to načrtovanje in izvajanje ukrepov varnega obratovanja ne more biti razumljeno strani upravljavca kot administrativno breme, to mi je ključno, ampak mora biti kot običajna poslovna praksa in pomemben pogoj verjetno za poslovanje podjetja. To je ključno in da bo treba ves čas preveriti in zagotavljati, da jih v praksi zaposleni tudi pravilno izvajajo. Še enkrat bi rada poudarila, da dovoljenje ne rešuje vseh stvari in ko dovoljenje dobiš, to še ne pomeni, da potem lahko kar pozabiš na vse varnostne ukrepe in na vse zadeve, ki jih moraš ves čas zagotavljati in preverjati. Tako da to se mi zdi, da je zelo pomembna poduk bil, nažalost, tudi v tem primeru te nesreče, ampak ja, da se je potrebno z tega tudi nekaj naučiti. In ravno na to so nas v bistvu opozarjali tudi zaposleni, s katerimi smo govorili v naši rubriki Poglobljeno in tudi v zadnjem letu, ko smo pokrivali to zgodbo, bomo videli seveda, kaj se je v bistvu tudi podjetje iz vsega tega naučilo in kako se bo v bistvu vse skupaj nadaljevalo. Za danes pa spoštovana gosta, gospa Tanja Bolte, najlepša hvala, da ste bili z nami in lep pozdrav. Hvala tudi vam za povabilo. Hvala pa tudi vam, gospod Prebelič, da ste prišli v naš studio in vse dobro seveda. Hvala lepa, srečno. Hvala pa seveda tudi vam za vašo pozornost. Vse v zvezi z dogajanjem v Kočevju, v zvezi s tovarno Melamin, kjer so danes v spomin na preminule kolege tudi začasno prekinili delo. Seveda sproti objavljamo na naši spletni strani nnainfo.si. Iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.